Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. V soboto. Na današnji dan v zgodovini človeštva. Ja, danes je 2. maj 2026, kaj pa se je dogajalo v preteklosti na današnji dan, kdo se je rodil? Rodili so se David Suchet, angleški igralec, najbolj znan kot Hercule Poirot v seriji Poirot Agathe Christie. In to vam tudi najraje v soboto zjutraj, da se lomim na neki francoščini. Ali pa italijanščini. Donatella Versace se je rodila na današnji dan, italijanska modna oblikovalka. Tudi Dwayne Johnson ima danes rojstni dan, pa David Beckham, pa Tina Maze, pa Lily Allen. Kdo pa je umrl na današnji dan? Leonardo da Vinci. In kaj se je dogajalo? Leta 1902 predvajajo prvi znanstveno-fantastični film Pot na Luno, avtorja spet Francoz, Georgesa Mélièsa. Leta 1933 iz Škotske poročajo o prvem sodobnem videnju pošasti iz Loch Nessa. Leta 1945 enote jugoslovanske 4. armade se po hudih bojih med Reko in Snežikom prebijajo čez Mašun v Ilirsko Bistrico in skupaj z 9. korpusom Narodno-osvobodilne vojske Slovenije osvobodijo Trst. Leta 1986 mesto Černobil evakuirajo in to 6 dni po jedrski katastrofi. Leta 1989 na današnji dan Madžarska kot prva država sovjetskega bloka odpre meje z Zahodom. Leta 2000 na današnji dan Bill Clinton oznani, da GPS vstopa v javno rabo. In leta 2011 na današnji dan ameriške posebne enote v Pakistanu domnevno ubijajo Osamo bin Ladna, vodjo mednarodne teroristične organizacije Al-Kaida. Je pa danes, ko je 2. maj, tudi mednarodni dan Harryja Potterja in pa svetovni dan tune. Pa dobro jutro. Gospa Repincle, domač? Vse domače, Petržil, Bob, Goreje, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. Ja, najprej rešimo današnji dan oziroma ta vikend. Čeprav je praznik 2. maj, danes je odprt vsaj zeleni del osrednje mariborske tržnice. Mlečno-mesni paviljon je zaprt, danes je odprta tudi tržnica Radvanje. Sicer pa jutri osrednja tržnica spet normalno po nedeljskem programu. Kaj pa pripravljajo prihodnji vikend? V soboto 9. maja bo ob 10. uri otvoritev učnega čebeljaka, ki bo nekaj časa potem tam na tržnici, kasneje pa se seli na Piramido. Tudi tekmovanje v kuhanju medenega golaža bo. V življenju še nisem slišal za medeni golaž, tako da zanimiva zadeva. Skratka, praznik čebel in narave na mariborski tržnici bo prihodnji vikend in tudi predstavitev čebelarstva, če koga zanima. Danes torej na tržnico po zelenjavo, naslednji teden pa po medeni golaž in tudi medena reberca baje. Pregled tedna. V skrajšanem delovnem tednu smo obeležili dan upora proti okupatorju in praznik dela. Matic Jeger je debitiral v začasni namestni vlogi Dejana Vedlina v Totem jutru. V Mariboxu se je v 2 razprodanih dvoranah premierno odvil film Hudičevka v Pradi 2. V Sloveniji je zagorelo mnogo kresov. Ljubljanski študent Gregor Richteršič je prejel raziskovalno štipendijo Evropske vesoljske agencije, ki velja za eno najbolj konkurenčnih programov na področju astrofizike v Evropi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je skupaj z občinami podpisalo pogodbo za izvajanje letalske obrambe pred točo v Sloveniji v letu 2026. Izvajalec ostaja Letalski center Maribor. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso, ker jih je 7. Ko se mi pa to zgodi? Ko si pripravljaš jajčno solato in se vmes nekaj pogovarjaš in si na avtopilotu in si jajca olupiš not v solato namesto v bioodpadke. Ko se mi pa to zgodi? 3 zabavna dejstva o
konjih. Ker se danes dogaja v Kamnici na hipodromu, si misli, zakaj pa ne o konjih. Prvo dejstvo, konji dobro opazijo in razumejo telesno govorico, zaznajo našo držo, čutijo napetost in opazijo lahko tudi, kam gledamo, kam so obrnjene naše oči in se glede na vse to prilagodijo. Drugo, imajo skoraj 360 stopinski vid in samo dva mrtva kota, prvi je direkt pred nosom in drugi direkt za repom. Tretje, ena vrsta konja, Gypsy Vener, ima brke. Redka zadeva, ampak jim dejansko zrastejo brki in to veliki, lahko pogooglate, horse mustache, pa boste našli. Pa lepo soboto. Fras in Medvard in Fras in Medvard show. V soboto.